Torej, lepo pozdravljeni na novem srečanju iz serije Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. Danes je naslov našega srečanja Biolingvistika in performativnost. V resnici je bilo mišljeno, da bo to predavanje sledilo prejšnjemu, ki bi ga morali izvesti do konca, vendar ga nismo, zato ker je zmanjkalo časa. Zato bi danes zelo rad končno spregovoril o tistih filmih, ki sem jih že napovedal. Gotovo pa se bomo lotili tudi naslova današnjega predavanja. V nadaljevanju bom pokazal, kot je že v navadi, nekaj zelo aktualnih podob iz vsakdanjega življenja. Spregovoril o nekaterih knjigah, ki jih berem te dni, tudi za potrebe tega predavanja. Spregovoril bom o nekem mehanizmu, ki bi ga rad dodal k že predstavljenima mehanizmoma. Eden je v naslovu Freudovega spisa Onkraj načela ugodja. Drugi mehanizem je nadjazovski, če lahko tako rečem. O tem sem govoril zadnjič. K tema dvema bi dodal še enega, da bo na voljo še več dobrih konceptov za razumevanje tega, o čemer govorim. In to je načelo, ki ga Freud imenuje prisila k ponavljanju. Prisila k ponavljanju je izjemno dragocen koncept, na katerega sicer naletimo redko kdaj. Pomaga pa nam dobro razumeti, zakaj ljudje nekaj v svojih življenjih ponavljajo, zakaj ponavljajo tudi tisto, kar jim očitno škodi, in kako je s to prisilo, se pravi s silo, kako je s človekovimi zmožnostmi, da se tej prisili k ponavljanju upre. Kot rečeno, torej, bom spregovoril o nekaterih podobah in jih skušal uvrstiti v red tistih podob in tistih dogodkov, ki jih zajema izraz travma. Govorimo o psihologiji stresa in travme, travmatičnosti. In ne bi smeli pozabiti, da travmatični dogodki niso samo tisti, ki so se zgodili otrokom v otroštvu, zaradi česar kasneje v življenju trpijo, imajo duševne stiske in druge probleme. Travmatičnost zajema še vse kaj drugega in danes živimo v svetu, v katerem bi bilo treba mnogo več časa nameniti travmatičnosti tega, kar se nam dogaja, ne da bi prepoznali, da so nekatere zadeve travmatične. Skušal bom torej umestiti nekatere podobe v red travmatičnega. Za začetek pa izvrstna knjiga, ki jo berem te dni, ne po naključju, ne samo zaradi tega predavanja, ampak tudi zaradi praznikov, ki so
pred nami in zaradi jezikovnih iger, če lahko uporabim ta Wittgensteinov izraz, zaradi besednjaka, ki ga bomo poslušali v naslednjih dneh. In se zlahka prepričali, kako se določen besednjak vedno znova ponovi, kako se nekatere izjave ne spreminjajo, in prepričali se bomo, da obstaja določena težnja, da ne rečem sila, da bi nas v nekaj prepričali. Knjiga je res izvrstna, tudi zahtevna, ker govori o slovnici, govori o besedah, o zgodovini besed, besednih zvez, govori o tem, kako so v različnih obdobjih v preteklosti ljudje poskušali dojeti, razumeti to, kar naj bi zastopali na tem svetu preroki, misije, med katere prav gotovo sodi tudi Jezus Kristus, o katerem, kot rečeno, bo v naslednjih dneh veliko povedanega. Veliko bo povedanega, vendar bomo tudi redko naleteli na neko temeljno zmožnost, temeljno značilnost jezika, ki ga uporabljamo. Zato je kar pomembno, da se vsaj za kratek čas zadržimo pri tem, kar sem že omenil in imenuje Ludwig Wittgenstein jezikovne igre. Ludwig Wittgenstein je eden tistih filozofov, ki je razumel, da je jezik, ki ga ljudje uporabljamo v vsakdanjem življenju, spontano, potem ko se ga naučimo, mnogo več kot zgolj komunikacijsko sredstvo, kot slišimo ponavadi. Jezik omogoča veliko drugega kot zgolj komuniciranje ali medsebojno sporazumevanje ali prenašanje idej, informacij in tako dalje. Wittgenstein skuša razumeti jezik kot množico jezikovnih iger in posameznike, govoreča bitja, kot subjekte jezikovnih iger, kot bitja, ki so zmožna za najrazličnejše jezikovne igre, ne samo za eno, zlasti pa ne za tisto, ki bi jo kdo označil kot normalno ali celo edino pravilno ali zaukazano ali dolžno, čeprav verjetno se glede tega ni treba prav posebej truditi, zlahka ugotovimo, da je v vsakdanjem življenju v resnici prisil k nekaterim jezikovnim igram veliko in da je ravno tako veliko poskusov, da kakšnih drugih jezikovnih iger ljudje sploh ne bi uresničevali, se jih ne bi udeležili. Se pravi, obstaja določena prisila, ki jo sprejemamo bolj ali manj molče, da vedno znova uporabljamo podobne stavke, izjavljamo nekaj, na kar smo navajeni, uporabljamo podobne besede, kot smo jih uporabljali že v preteklosti in tako dalje. Torej, zanimivo je in gotovo je morda celo tem nekaj osupljivega, da uporabljamo bolj ali manj iste jezikovne igre in da obstajajo nekatere, ki so prevladujoče, za katere se zdi, da je prav, da jih ljudje uporabljajo, da se nanje navadijo in tako dalje. Wittgenstein je vedel, da je z jezikovnimi igrami lahko bistveno drugače, kot pa navadno v vsakdanjem življenju je.
in tudi jezik razume na zelo produktiven način. Jezik rabe jezika v vsakdanjem življenju niso namenjene temu, da bi ljudje našli ustrezne izraze za to, kar naj bi se domnevno dogajalo v empiričnem svetu, ampak je raba jezikovnih iger namenjena predvsem nečemu drugemu, kajti jezik je predvsem zlasti množica pravil, ki omogoča najrazličnejše jezikovne igre, najrazličnejše načine govorjenja, najrazličnejše rabe jezika oziroma najrazličnejše diskurze. Z jezikom namreč predvsem in bistveno in najprej ustvarjamo simbolne svetove, ustvarjamo načine, kako ljudje vstopamo v medsebojne odnose. To je čisto nekaj drugega kot zgolj komuniciranje ali medsebojno sporazumevanje. Torej, začetek je tlakovan, če lahko tako rečem, z jezikovnimi igrami in človek, ko se loti analiziranja, spoznavanja različnih jezikovnih iger, se mora prej ali slej vprašati, zakaj je različnosti tako zelo malo, če pa jezik omogoča tako zelo veliko diskurzov. In seveda do odgovorov se lahko dokopljemo. Zdaj pa nekaj zelo aktualnih podob, lepih podob, prijaznih podob, tale je iz današnjega časnika The Guardian. Nekaj podob, ki bi morale razveseliti oko in tudi ga. Vidimo, to je iz Kjota, vidimo množico ljudi, vsak svojo napravo v roki, ki se gnete pod cvetočimi češnjami. Vemo, da je na Japonskem čas, ko cvetijo češnje, tudi čas praznovanja. Ljudje tradicionalno odhajajo pod češnje, v bližino češenj, uživajo v lepoti cvetov in pomladi in toploti in tako dalje. Očitno je, da uživajo tudi v medsebojni bližini, uživajo v fotografiranju in vse bi bilo lepo in prav, če ne bi te podobe nastale letos bistveno prej kot ponavadi. Vsaj 10 dni prej cvetijo češnje, se opravičujem, tole ni iz Kjota, ampak je iz Tokija, kot ponavadi. In nekateri znanstveniki že pojasnjujejo, da ne bi smeli pozabiti ob prazniku cvetočih češenj na podnebne spremembe in v resnici, če zdajle ta hip vstopite skozi vrata na cesto ven v ves bušne, nenavadno topel zrak. Danes je 31. marec, kar pomeni, da to podobo, tukaj je še ena, postavljajo empirična fizikalna dejstva, s katerimi pojasnjujemo podnebne spremembe v precej drugačno luč, v tisto, ki uvršča podobe, kot je tale na zaslonu, v red travmatičnega. V tisti red, v katerem se bomo vedno pogosteje spraševali, kako ljudje opravijo z razcepom, ki ga bodo doživljali vse pogosteje, z razcepom, ki nam pravi, da je na eni strani mogoče
uživati v naravi, v lepotah cvetočih češenj, naprimer, v medsebojni bližini, se radostiti pomladi in tako dalje. Na drugi strani pa so katastrofalne podnebne spremembe, zaradi katerih je pod resnim vprašanjem naša prihodnost. Tukaj je še ena podoba, še ena fotografija, ki je ravno tako lepa, tehnično dovršena, podoba, ki razveseljuje pogled. Ta je iz Avstralije in zopet vse bi bilo lepo in prav, dokler ne preberemo tega, kar piše nad to podobo, dokler se ne začnemo zavedati, da je ta hiša poplavljena oziroma da stoji v vodi, da stoji nekje, kjer pravzaprav ne bi smela stati. Še ena podoba, ki nas opominja na razcep v našem vsakdanjem življenju. Na eni strani nekaj lepega, nekaj čudovitega, nekaj, kar razveseljuje, nekaj, kar je iz reda podob, lahko tudi iz reda umetnosti. Na drugi strani je empirična realnost, ki jo živimo. To je še ena podoba, ki je te dni obkrožila svet, podoba, ki bi nam morala dati misliti, zaradi ene same ladje, ki je zelo pomembna za nemoteno delovanje kapitalizma, se je ustavil precejšen del proizvodnje, precejšen del trgovine, prometa. Vemo, da je za to ladjo čakalo vsaj 400 drugih, ki so želele skozi Sueški prekop. Še ena podoba torej, ki nam pove, kako krhka so v resnici naša življenja, kako krhka so domnevna ravnovesja sveta, v katerem živimo. Še ena podoba, prav tako iz današnje številke časnika The Guardian, podoba, ki spremlja prispevek o uničenju gozdov v letu 2020. Časnik prinaša prispevek, v katerem je zapisano, da je lansko leto izginilo z obličja našega planeta za približno 42.000 kvadratnih kilometrov gozda. Ta podoba je iz amazonskega pragozda. Še ena podoba torej, ki nas opozarja oziroma opominja na vse to, o čemer danes govorim v uvodu k predavanju o biolingvistiki in performativnosti. To je samo graf, ki ponazarja povedano. Zadnjič smo zaključili tukaj in prav je, da še enkrat poudarim pomen obeh knjig. Ena je nastala že desetletje nazaj, to je Družba spektakla, ki jo je spisal Guy Debord. Druga je Kapital in ideologija, ki jo je spisal Piketty. 50-60 let dolgo obdobje je v teh dveh knjigah obdobje, ki nam na dramatičen način pove, kaj se dogaja z spektakelskimi okolji oziroma družbami, v katerih živimo, z ljudmi, ki sodelujemo pri razvijanju in širjenju spektakelskih družb, v katerih je potrjevanje videzov, potrjevanje podob, potrjevanje tega, kar imenujemo fenomeni, zelo pomembno.
Zdi se, da je to nekaj ključnega za razumevanje vsakdanjega življenja, za razumevanje vsega tega, kar se nam dogaja, za razumevanje vsega tega, kar terja nek poseben odnos do samega sebe, ki se imenuje rekurzivnost. O tem kasneje. In rekli smo tudi, da je za razumevanje vsakdanjega življenja, za razumevanje tega, kar se nam dogaja, zlasti tega, kar je povezano s travmatičnostjo naših življenj, dobro začeti pri, kot sem zapisal, gospodarju oziroma mojstru. Zadnjič sem omenil oziroma izpostavil dva, to sta Sokrat oziroma Platon in Freud. In danes bi se v nadaljevanju na to navezal. Navezal bi se z še eno izvrstno knjigo, ki jo berem v tem času. Naslov te knjige sem ravnokar omenil. Knjiga je zahtevno branje, ki nam poskuša razložiti nekaj temeljnih konceptov, s katerimi lahko pristopimo k razumevanju naslova današnjega predavanja, se pravi biolingvistike. Pomaga nam razumeti pomen tega izjemnega mehanizma, ki je rekurzivnost. Zato je dobro, če imamo pred seboj, poleg podob, ki sem jih že predstavil, še nekaj idej iz polja biolingvistike. Prva, ki je pomembna za vsakega človeka, je zapisana čisto zgoraj. Biolingvistika se namreč ukvarja z značilnostmi jezika oziroma jezikov, z sistemi, jezikovnimi sistemi, z načini, kako jezik deluje, z načini, ki omogočajo rabe jezika oziroma to, kar imenuje Wittgenstein jezikovne igre, in s tem, kar imenujemo dozorevanje ali zorenje jezika, ki ga uporablja ta ali oni posameznik. Pri tem je zanimivo, da pogosto strokovnjaki govorijo o usvajanju jezika pri mladih ljudeh, govorijo o usvajanju jezika, kot ga lahko opazujemo pri zelo mladih ljudeh, pri otrocih na primer, kako se otroci učijo jezika ali jezikov, kako se učijo komuniciranja, kako torej zorijo. Zelo malo pa je zapisanega ali povedanega o tem, kako isto počnejo odrasli ljudje. Kako odrasli ljudje skrbijo za zorenje jezika ali jezikov, ki jih uporabljajo. Kako skrbijo za jezikovne igre, v katere so vsak dan vključeni, ali čisto po domače, kaj ljudje počnejo z jezikom, ki ga govorijo. Ali jim je vseeno in jim je dovolj, da se jim zdi, da ga pač znajo uporabljati in ga uporabljajo tako, kot so navajeni, ali pa se morda lotevajo učenja, kako bi lahko jezik ali jezikovne igre razvili, izpopolnili, kako bi lahko poskrbeli za njihovo nadaljnje razvijanje, za zorenje, kot pravimo. Torej, gotovo se lahko lotimo tudi vprašanja, kaj ljudje počnejo z jezikom oziroma z jeziki, ki jih dnevno uporabljajo, pri čemer ni nepomembno temeljno spoznanje, da smo ljudje simbolna bitja in da so rabe jezikov za nas in za naše skupna življenja ključnega pomena. Zato je kar koristno imeti pred seboj tudi že
klasično razlikovanje, za katerega je poskrbel Noam Chomsky davnega leta 1965, za razlikovanje med sistemom vednosti ali pa sistemi vednosti, na katerih temeljijo zmožnosti govorcev oziroma ljudi, ko uporabljajo jezike, in načini, kako to dejansko počnejo. Se pravi, kakšne jezikovne igre se ljudje gredo, na kakšne načine vstopajo v jezikovne igre in koliko časa in pozornosti posvetijo vednosti ali sistemom vednosti, na katerih temeljijo njihove jezikovne sposobnosti. Vidimo torej, da je jezik bistveno več kot zgolj to, kar sem že izpostavil, se pravi medsebojno komuniciranje ali pa sporazumevanje. In zato je zelo dobro izpostaviti še rekurzivnost, o kateri sem že spregovoril. Rekurzivnost pravzaprav pomeni samonanašanje. Pomeni zmožnost človeškega bitja, da naredi nekaj z recimo lastnimi jezikovnimi igrami, da poskuša razumeti lastno početje, lastno vedenje in da spoznanja o tem uporablja kot nekakšen vnos v jezikovne igre, s katerimi poskuša nekaj narediti, poskuša nekaj doseči. Rekurzivnost preprosto pomeni, da se človek bolj ali manj nenehno spreminja, nenehno skrbi za spreminjanje tega, kar mu omogoča jezik, na primer razumevanje sveta ali vedenje, čustvovanje in vse drugo. Rekurzivnost je gotovo ena ključnih, ne samo značilnosti jezika, zmožnosti človeškega bitja, njegove zavesti, da razume samega sebe v svetu, ampak je tudi nekaj, kar neposredno lahko prispeva k premagovanju travmatičnosti vsakdanjega sveta in k povečevanju lastnega blagostanja. Rekurzivnost je pomembna tudi zato, ker ljudje velikokrat, zlasti ko se znajdejo pred kakšnimi težkimi preizkušnjami v življenju, ko se znajdejo pred izzivi in problemi, ne uporabljajo toliko rekurzivnosti, ampak iščejo krivce za težave, ki jih imajo ali s katerimi se spopadajo zunaj sebe. Seveda je to ravno nasproten proces od rekurzivnosti. Iskanje razlogov zunaj sebe je praviloma prekratko, pojasni premalo, če sploh kaj pojasni. Največkrat je res, da je najbolj produktiven način, kako se lotevati težav, izzivov, problemov, s katerimi se človek sooča, natanko rekurzivnost, zmožnost za spreminjanje algoritmov, ki mu omogočajo vsakdanje delovanje, vključno z algoritmi, ki omogočajo delovanje možganov. Lepota rekurzivnosti je, da se ljudje lahko naučimo spreminjati delovanje lastnih možganov, da znamo vplivati na algoritme, ki niso nič drugega kot procedure, po katerih delujejo naši možgani. Da pa bi se tega naučili, seveda moramo imeti najprej voljo. In ko govorimo o volji, je na vrsti, je dobro si ogledati še tole podobo, s katero se poskušam približati znamenitemu stavku, znameniti izjavi Immanuela Kanta, da ga
fascinira, da ga navdušuje, da mu daje misliti velikanskost, brezmejnost vesolja, v katerega lahko zre, in da ga sočasno navdušuje notranjost, v kateri odkriva med drugim tudi natanko zmožnost za etično delovanje. Se pravi, zmožnost za to, da prek razumevanja univerzalnosti, etičnosti spreminja lastne algoritme. Se pravi, spreminja samega sebe, ne da bi moral čakati, da se bo zgodilo nekaj zunaj njega, da ga bo nekaj spremenilo, ali pa da bi pristal na depresivno ugotovitev, da se pač ne more spremeniti, da se več ničesar ne da narediti, da je njegova usoda zapečatena ali njena usoda dokončna, da je določena, da je človek pač tak in tak in da ne more več ničesar narediti. Zdaj, seveda v takem primeru je zgodbe preprosto konec in nobenega smiselnega nadaljevanja ni. Torej, ta podoba je na zaslonu zato, ker želim poudariti, da me to, kar je fasciniralo Kanta, fascinira že vse življenje in da me fascinira tudi danes in da me bo fasciniralo tudi v nadaljevanju. Med drugim tudi zato, ker na nekatera vprašanja, ki si jih lahko zastavlja človeška zavest, morda sploh ni mogoče odgovoriti. Da je rekurzivnost, zmožnost, da spreminjamo lastne algoritme, ne da bi prišli do končnih odgovorov na vprašanja, ki si jih pri tem lahko zastavljamo. Tak zaključek ni depresiven, ampak je poln upanja. Ne da bomo prišli do vseh dokončnih odgovorov na vprašanja, ampak da bomo zmogli zastavljati nova vprašanja. Na sliki vidimo še nekaj, kar je postavil Freud v temelj psihoanalitičnih spoznanj o tem, kako se ljudje vedemo kot simbolna bitja, in sicer so to atraktorji. Atraktorji, zaradi katerih je bil Freud tako rekoč primoran spregovoriti o mehanizmu, ki sem ga že napovedal, to je prisila k ponavljanju. Atraktor sicer ni neposredno povezan z prisilo k ponavljanju, omogoča nam misliti, kako se okrog določenih stožerjev lahko oblikuje na primer kakšna jezikovna igra, kako se lahko razvija človekova identiteta, kako se lahko preoblikuje človekova usoda in kako se navsezadnje oblikujejo sami stožerji. Ne obstaja samo eden, obstaja jih lahko zelo veliko. K podobam, ki sem jih na kratko komentiral, bi dodal še nekaj knjig, še nekaj podob, naslovnic knjig, ki jih berem, in moram reči, da v njih neizmerno uživam. Zlasti tale mi je zelo dragocena, poskuša se sprehajati na en poseben način skozi koncepte, ki bi lahko rekli, da so med seboj
povezani, da se nanašajo drug na drugega, oziroma da mi lahko poskrbimo, da se nanašajo drug na drugega, tudi če filozofi za to še niso poskrbeli. Ko govorimo o filozofih, mislim na 3, to so Heidegger, Levinas in Friedrich Nietzsche. In naslov knjige je Filozofija končnosti. Ljudje smo končna bitja, smo smrtna bitja in tega se zavedamo. Vendar tudi to ni nujno depresivno spoznanje. Pravzaprav je lahko ravno nasprotno in pogosto tudi je, če se tega lotimo na ustrezen način. Lotevanje človekove končnosti na tak način prinaša, omogoča, zlasti razvija, zlasti 2 stožerja, 2 atraktorja. Eden je etičnost, o čemer sem že veliko spregovoril, zlasti skozi koncepte Emanuela Levinasa. Koncept oziroma stožer etičnosti je tisti, na katerega poskuša Kant najprej navezati svoje razmišljanja, ko reče, da ga fascinira, da ga navdušuje, da mu daje misliti, da ga spravlja v osuplost to, kar odkriva v svoji notranjosti, v svojih simbolnih, duhovnih svetovih. Torej, eden od stožerjev je etičnost. Drugi stožer je človekova nujna zavezanost drugim človeškim bitjem. Se pravi, človekova nujna odvisnost od drugih bitij, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju. Zato bi rekel, da je drugi stožer na kratko srečevanja. Prvi je etičnost, drugi je srečevanja. Srečevanja so preprosto nujni pogoj vsakega možnega človekovega napredovanja, spreminjanja, preoblikovanja, njegove rasti in v luči letošnjih predavanj, zakaj ne bi rekel, posttravmatske rasti. Izraz bo v prihodnosti vse pomembnejši. Razmišljanje o posttravmatski rasti bo vse pomembnejše in že sedaj je zelo pomembno, med drugim tudi zato, ker številni ljudje spontano čutijo, da imajo pandemije dovolj, da jim gre na živce, da jih spravlja v stisko in bi se radi vračali k normalnemu življenju. V resnici bo treba še razmišljati o takšnem vračanju. Ali se zares želimo oziroma sploh moramo vračati k normalnosti, ali bi raje razmišljali o posttravmatski rasti, tudi v luči podob, ki sem jih izpostavil čisto na začetku. Druga knjiga, ki jo berem in mi prinaša veliko užitka, je tale. To je knjiga, ki govori o preoblikovanju, o zmožnosti človeškega bitja kot končnega, da preoblikuje svoj odnos ali svoje odnose do lastne končnosti. To ne pomeni, da lahko postane neskončno bitje, da lahko neskončno živi, neskončno časa živi in, kot sem že prej omenil, v naslednjih dneh bomo veliko slišali o tem, da nas je nek človek pred 2000 letjema odrešil, da je prišel na zemljo s posebnim poslanstvom in da je premagal smrt, kar naj bi dalo ljudem misliti, češ, če je mogoče premagati smrt, potem morda ljudje nismo več samo končna bitja, morda lahko živimo neskončno dolgo časa ali kaj podobnega. O tem, kot rečeno, bo povedanega zelo veliko. No, ta knjiga, ki jo imam pred seboj, prinaša vse kaj drugega kot žargon o tem, kako premagati smrt in o življenju po smrti in o tem, kako lahko človek
živi večno in tako dalje in tako dalje. Govori o nečem, kar je neprimerno pomembnejše, namreč kako za časa življenja preoblikovati svoje odnose do lastne končnosti, do lastne smrtnosti, do minevanja časa, da nas to ne bi spravljalo v depresijo, da nam ne bi to jemalo življenjskih moči, ampak da bi nam prav nasprotno, ker je to mogoče, vlivalo novih življenjskih moči in nam omogočalo na drugačne načine uživati v eksistenci, zlasti upoštevajoč že omenjena stožerja. Eden je etičnost, drugi pa srečevanja z drugimi ljudmi, ki so daleč onkraj medsebojnega, vsakdanjega komuniciranja, morebitnega sporazumevanja in prenašanja informacij oziroma zagovarjanja kakšnih mnenj, metamorfoze torej. In še tretja knjiga, ki mi je ravno tako v veliko veselje, to je razmišljanje, ki se ravno tako, kot sem že prej omenil, ko sem spregovoril o obeh stožerjih, vrti, morda bi celo lahko spregovoril, da gre za določeno prisilo, zakaj pa ne, mi je prav všeč, okoli nekaterih Levinasovih idej o tem, kako lahko človek svoje moralno življenje, vsakdanje moralno življenje prek drugih ljudi naravnava k velikemu drugemu. To ne pomeni, da poskuša postati nesmrten v perspektivi, ne vem, božjih prostranstev in življenja po življenju, daleč od tega. Perspektive vsakdanjega moralnega življenja so lahko take, da nam v odnosih do velikega drugega, ki jamči za etičnost in zmožnost človeškega bitja za empatijo, se pravi za skrb in odgovornost za druga bitja, za srečevanja z njimi, omogoča torej, da bistveno spreminjamo jezikovne igre, v katerih smo udeleženi, da razvijamo besednjak, tudi v luči tistega nenavadnega talking cure, ki stoji v samem jedru, čisto na začetku psihoanalize, ko se psihoanaliza rojeva in Ana O., mladenka pri 20-ih, spontano odkrije, da je mogoče z besedami zdraviti. Da torej niti slučajno, ni vseeno, katere besede uporabljamo, katere jezikovne igre se gremo, kot bi rekel Wittgenstein, kaj zatrjujemo v odnosu do koga, kdaj, na kakšen način. Ana O. pravzaprav nagovori Breuerja in prek Breuerja Freuda, da naj skrbita, ko se srečujeta s pacienti, za rabe jezika, naj bosta pozorna, katere besede zdravijo in katere besede ne zdravijo. Da ne smemo biti, ne samo v analitičnem procesu, tudi v vsakdanjem življenju, brezbrižni, češ, saj je vseeno, kaj rečem, kako rečem, komu rečem, kdaj rečem, kolikokrat rečem, ker je pomembno. Pravzaprav je zelo pomembno. Levinas in analitična filozofija. Zdaj imamo na razpolago že kar nekaj dobrih idej, dobrih konceptov za nadaljevanje. Nadaljevanje nam
tlakuje pot, ki jo imenuje filozofija želje. In kasneje ob filmih podrobneje spregovorim o tem. Na tem mestu pa bi rad zasidral neko razmerje. Razmerje, za katero se mi zdi, da je ključno za vsakega človeka kot simbolno bitje, zmožno za rekurzivnost ali samonanašanje, za vsakega človeka kot želeče bitje, kajti vsak človek je in eno in drugo. Spontano razumevanje želje nam pove, da je človek zmožen želeti ta ali oni predmet, objekt, človeka, karkoli, in da se lahko prizadeva, da bi to, kar želi, tudi dobil. Poglobljeno razumevanje želje, ki nam ga ponudi Freud, pravi nekaj drugega. In v tem smislu je Freud izvrsten dedič Kanta in Spinoze. In sicer pravi: želja ne sledi spoznanju, ne sledi racionalnemu ugotavljanju, preračunavanju, kaj je najboljše. Tega je v sedanjem življenju zelo veliko. Želja torej ne sledi. Ni res, da je treba najprej ugotoviti, kaj je najbolje želeti, kaj je najbolj popolno, najbolj perfektno, in se potem odločiti, da to tudi želimo narediti. Ne, želja ne sledi spoznanju, kaj je najboljše, perfektno, popolno ali kaj podobnega. Ravno nasprotno je res. Ljudje se lahko usmerimo k najboljšemu, ampak ta usmeritev sledi želji. Ni želja tista, ki sledi spoznanju, kaj je popolno in tako dalje, ampak naša usmeritev sledi želji. Kateri želji? To je tista želja, ki jo v nas vzbudi srečanje z drugim človekom. Človek torej ne potegne želje iz svoje notranjosti in ne reče: jaz suvereno odločam, kaj želim, ugotovil sem, kaj je najbolje želeti, in sedaj to tudi želim, kar pomeni, da si prizadevam, da bi to tudi dosegel. Praktično to počnejo skoraj vsi ljudje na tem svetu. In način življenja, imenujemo ga kapitalistični, nas nenehno k temu priganja. Nenehno nas nagovarja, nenehno nam sporoča prek propagande in oglasov, kaj je najboljše, se pravi, nam sporoča, kaj bi bilo najbolje želeti. Češ, da je poceni, češ, da je dobro, češ, da imajo to že vsi drugi in podobno. In naj bi želja, naša želja, pač sledila tem spoznanjem, ki nam jih servirajo. Mi smo ugotovili, kaj je najboljše, kaj je najbolj razumno, najbolj racionalno, vi pa poskušajte želeti to, kar je najboljše. Spinoza, Kant, Freud, Levinas pravijo ravno nasprotno. Želja se šele vzbudi v nas. Noben otrok, noben dojenček, noben človek ni prinesel želje na ta svet. Želja se rodi skozi odnose z drugimi ljudmi. Željo v nas vzbudijo drugi ljudje. In to željo srečevanja z drugimi ljudmi,
lahko negujejo, lahko jo krepijo, lahko jo seveda tudi ne. Lahko ta želja ugasne, lahko se ji odrečemo, lahko jo potisnemo na stranski tir, lahko ji pa sledimo. In če ji sledimo, se usmerjamo k najboljšemu. Ampak to ni nekaj, o čemer nam pripoveduje propaganda. To niso najboljši izdelki, to ni najboljši avto, to ni najboljša služba. To, kar je najboljše, je dobro v strogem pomenu besede. Dobro je tisto, kar krepi, lahko tudi preoblikuje, preobraža vrednost same eksistence, vrednost življenja. Vrednost življenja, ki je možno samo skupaj. Ljudje lahko živimo in preživimo samo skupaj. Nihče ne more preživeti sam. Dobro je torej to, kar povečuje vrednost življenja oziroma njegovo blagostanje. Ko se povečuje blagostanje življenja, se povečuje blagostanje ljudi, ki živijo. Se povečuje blagostanje živih bitij. To niso samo ljudje, ki živijo. Ko se povečuje blagostanje živih bitij, nimamo več klavnic, v katerih pobijamo živali, zato da jih pojemo. Kratko malo jih nimamo. Nimamo še česa drugega. Življenje se spremeni, zgodi se metamorfoza. Življenje se preoblikuje, ko se usmerjamo k najboljšemu. Zaradi želje, ki se v nas vzbudi zaradi srečevanj z drugimi. Najboljše pomeni tudi srečevanja z drugimi ljudmi. Srečevanja z drugimi ljudmi so onkraj medsebojnega komuniciranja, da ne govorim še o čem drugem, kot je zmerjanje, žaljenje, spotikanje, ljubosumnost, zavidanje, tekmovalnost in tako dalje. Nič od tega ne sodi v red najboljšega. Srečevanja z drugimi ljudmi že so najboljše. In skrb za drugega človeka je najprej skrb za srečevanja. Z drugim človekom, z drugimi ljudmi se želim še srečati. Še velikokrat se želim srečevati z njimi do konca svojega življenja in prispevati skozi srečevanja k najboljšemu. K najboljšemu, ki krepi skupno življenje. In ko se usmerjamo k najboljšemu, čutimo, da imamo vse močnejšo željo, ki ni želja po dobrinah, objektih, hiši, denarju in tako dalje, da imamo torej vse močnejšo željo po dobrem. In ker imamo vse močnejšo željo po dobrem, izrekamo dobrodošlico drugim ljudem, s katerimi se želimo srečevati. Izrekanje dobrodošlice drugim spet popolnoma izključuje tekmovanje z njimi, izključuje napadalnost, agresivnost, sovraštvo, zavist, da ne govorim še o čem
hujšem. Ko se človek tako usmerja k dobremu, je to najboljši izraz za rast. Tudi za posttravmatsko rast. V bližnji prihodnosti bodo te ideje vse pomembnejše. Ni nujno, da se jih bo vse več ljudi lotevalo. Bodo pa objektivno vse pomembnejše. Zato, ker bo dobro blagostanje številnih ljudi, milijonov ljudi, pod resnim vprašanjem. Že sedaj je, v prihodnosti bo še bolj. In še bolj bo dramatičen razcep med tem, da bodo nekateri uživali v lepotah sveta, naravnih čudesih, toploti in podobno, medtem ko bodo številni drugi na svojih plečih prenašali posledice podnebnih sprememb. In zaostrovalo se bo vprašanje, ki je zapisano na zaslonu. Kdo je drugi človek? Kdo je zame drugi? Je nekdo, ki ga lahko izkoristim, je nekdo, s katerim tekmujem, je nekdo, ki mu skušam nekaj dokazati, je nekdo, ki ga skušam v nekaj prepričati, je nekdo, s katerim komuniciram, je nekdo, s katerim se spopadam za vire, za denar, za položaje. Kdo je drugi? In seveda, mislim, da je za posameznika, za razumevanje lastne identitete zelo pomemben odgovor na vprašanje, kaj je pravzaprav tisto, kar prihaja do mene in me nagovarja in vzbuja v meni željo, da bi se srečeval z drugimi ljudmi. Kaj je tisto, kar prihaja od drugega? In tukaj, na tej točki, se ponudi možnost, da razumemo, kaj je onkraj naše končnosti. Da nam ni treba razmišljati o tem, kako bi morda preživeli, pretentali smrt, da bi živeli potem še v večnosti in tako dalje, ampak da se v tem svetu, v tem končnem življenju na nas naslavlja nekaj iz neskončnosti velikega drugega. Da se prek drugega človeka na nas ne naslavlja pač ta drugi človek s svojimi željami, potrebami, interesi in tako dalje, po recimo komuniciranju, sporazumevanju, prenašanju mnenj ali pa še v čem drugem, ampak da se prek drugega na nas naslavlja veliki drugi in da se na njega, na drugega človeka, prek mene naslavlja isti veliki drugi oziroma v njem nekaj iz neskončnosti vzbuja željo po najboljšem. In za konec tega razmisleka še poudarek, ki postavi v drugačno luč intuitivna, spontana razmišljanja ljudi o lastnem jazu, o svoji identiteti, o svoji osebnosti. Intuitivna razmišljanja o jazu in osebnosti izhajajo iz domneve, da je človek, jaz, osebnost, nekakšna substanca, da je nekaj, včasih ljudje rečejo, kot da je nekakšna energija,
nekakšna substanca, ki jo je mogoče opisati in tako dalje. V luči tega, o čemer govorim, jaz, človek, oseba, ni substanca, ampak je bit, o čemer morda več, kdaj drugič. Zdaj pa se končno lotevam nekaterih filmov, še predtem predlagam v branje še eno knjigo, tukaj na levi je njena naslovnica in sem hvaležen avtorju, ker se je lotil filmov, o katerih bom spregovoril, filmov, ki so tudi name naredili pred nekaj leti velik vtis in sem o njih že kar nekaj zapisal oziroma povedal. Hvaležen sem temu avtorju, torej, da se je lotil tega podviga, in pa hvaležen sem avtorjem knjig, ki jih navajam tukaj na desni, knjig, ki so nastajale skoraj približno v istem času kot filmi, o katerih bom končno spregovoril. In knjige in filmi nastajajo približno v času velike gospodarske krize, velike depresije, ki se je začela oziroma ki je izbruhnila, začela se je že zdavnaj prej, leta 2008. Gotovo je tista kriza delovala travmatično na številne ljudi, na milijone ljudi po svetu in avtorji knjig, ki so na zaslonu, in režiserji oziroma filmarji filmov, o katerih bom spregovoril, so se lotili travmatičnosti teh dogodkov, ki jih opisuje izraz velika depresija, da bi poskušali odpreti nova obzorja za razmišljanje, kako biti skupaj, kako ustvarjati svetove na drugačen način, zlasti tako, da bi se uresničevalo to, o čemer sem ravnokar govoril. Govoril sem o dveh stožerjih, okoli katerih se vrti moja misel. En se imenuje etičnost, drugi se imenuje skrb za drugega oziroma srečevanja. Sedaj pa k filmu. Prvi film, ki je mojstrovina onkraj številnih sicer dobrih filmov, mojstrovina, ki bi nam morala pravzaprav vzeti zelo veliko časa, da bi jo res dobro premislili, ampak tega časa trenutno nimam oziroma si ga ne bom vzel, zato ker imam drugačen namen, je Melanholija. Lars von Trier naredi film, ki samo z nekaj začetnimi kadri in z zaključnim kadrom potrjuje, krepi ideje, ki jih sicer poskušam že lep čas v tem šolskem letu na tem kraju artikulirati. Skupni naslov naših srečevanj je Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. To je naslovnica, to je ena od naslovnic filma Melanholija, s katero Lars von Trier tlakuje
novo pot, s katero poudarja pomen tega, o čemer sem govoril na prejšnjih srečanjih, pomen umetnosti za blagostanje človeških bitij oziroma za blagostanje živih bitij. To je začetni kader, to je prvi kader tega filma. Ko se glavna junakinja, ena od glavnih junakinj, zazre ne v nas, ampak skozi nas. Njen pogled seže nekam onkraj. Mi gledamo njo, ki gleda nekam onkraj nas. Ne gleda nas samih. In v ozadju vidimo živa bitja, vidimo ptice, ki v tem trenutku niso več živa bitja, mrtve ptice, ki padajo z neba. Očitno je, da se nekaj dogaja. Prvi kader nam pove, da se dogaja nekaj, morda nekaj travmatičnega. Nekaj, kar bo terjalo veliko razmišljanja in nekaj, kar bomo morda dojeli, morda pa tudi ne, ali pa bomo dojeli prepozno. Tega še ne vemo. To je prvi kader, prva podoba. To je vmesna podoba, ki sem jo izbral, takoj bomo videli, zakaj. Bruegel starejši naslika to prečudovito podobo zimskega dne, tega, kar imajo v tem dnevu ljudje med seboj. Peter Bruegel je slikar, ki ga Lars von Trier nagovori, če lahko tako rečem, oziroma prek njega z drugim kadrom, ki je tale, nagovori nas. To je kader, ki je hkrati Bruegelova slika, in takoj, ko jo zagledamo, ta slika že začne tudi razpadati, sama vase se pogrezne in nam da misliti podobno kot prvi kader, da se dogaja nekaj, o čemer bomo morali še veliko razmisliti. No, in to je tretji kader. To je naslednji kader, od zunaj zagledamo planet, zagledamo še nekaj v daljavi, ta hip še ne moremo vedeti, kaj to je. Mislimo pa si že lahko, kot rečeno, da se nekaj dogaja. Najverjetneje nekaj travmatičnega. Naslov filma je Melanholija. In ko si ogledamo film do konca, vemo, kaj ta kader, ki ga zdajle gledamo, pomeni. Neizogibno je, znanstveniki so to potrdili, da bo Zemlja trčila z nekim drugim planetom in da verjetno tega trčenja nobeno živo bitje ne bo preživelo. Morda ga kakšno tudi bo, tega ne vemo, ampak to niti ni tako zelo pomembno. To je trenutek, ki se je sicer že zgodil, ne ljudem, ampak na primer dinozavrom in bitjem, ki so živela pred približno 65 milijoni let na tem planetu. Kaj preostane ljudem? Do trka je še zelo malo
čas je pravzaprav natančno določen, ničesar ni, kar bi lahko trg preprečilo. Kaj ostane ljudem? Naj ob tem potegnem kratko vzporednico. Ali ni zelo vznemirljivo dejstvo, da lahko v srečanju z drugim človekom poveste karkoli, drugemu ponudite množico nasvetov, idej, mnenj, kaj naj naredi, da bo nekaj spremenil v svojem življenju, morda celo želi od nas kakšen nasvet, kaj naj naredi, da bo kaj spremenil v svojem življenju. Pa ni nujno, da se kaj zgodi. Človek praviloma zavrača ideje, nasvete in tako naprej in tako naprej. Ta isti človek se začne obnašati bistveno drugače, ko dobi informacijo, da je nekaj neizogibno. Na primer, dobi informacijo od svojega zdravnika, da je bolan. Ena sama informacija. Človek je popolnoma enak kot v onem prvem primeru, pa vendar se začne dogajati nekaj dramatičnega. Človek naenkrat poskuša narediti, karkoli že misli, da lahko ali da je treba narediti, da bi se izognil temu, kar je neizogibno. To je vsakdanja situacija. V filmu nadaljujemo z razmišljanjem, to je zadnji kader. To je zadnji kader filma. Srečanje je, kot rečeno, neizogibno, do trka je samo še nekaj malega časa. In protagonisti se pravzaprav ponudijo odgovor na vprašanje, ki sem ga zastavil. Kaj še lahko naredim v času, in vsi smo končna bitja, ki mi je na razpolago. In je v končni fazi vseeno, ali je tega časa 1 uro, 1 leto ali pa 30 let. Karkoli bomo rekli, bomo povedali neko končno številko. Za vsakega človeka to velja. Kaj torej lahko storimo? Odgovor vidimo na tej podobi. V drži 3 oseb, ki precej mirno, zaradi neizogibnega, sedijo v improviziranem zavetišču, zatočišču, šotoru, ni pomembno, kaj to je. Nekaj improvizirajo. Nekaj naredijo kot simbolna bitja. Nekaj, kar je osupljivo. V tem zadnjem trenutku, prvič, so skupaj, ni vsak zase, in drugič, naredijo simbolično, magično, čarobno zavetišče, ki jih ne more zavarovati pred trkom. Človek bi se celo nasmehnil in bi rekel, kako naivni ste. Ne gre za naivnost. Gre za potrditev dejstva, da je človek predvsem simbolno bitje.
in da lahko z drugimi ustvarja skupne simbolne prostore, sledeč želji po najboljšem, ki daleč presega kapitalistično zadovoljevanje vsakdanjih življenj, ki nas v glavnem pusti zgolj prazne. Melanholija, torej, Lars von Trier. Film iz leta 2011. Drugi film ima naslov Kozmopolis, Davida Cronenberga. Še en film, ki se iz drugega zornega kota loti tako rekoč iste teme. Začetna ideja je silno preprosta. Glavni igralec, neverjetno bogati milijonar ali milijarder, se odloči, da se bo zapeljal, da se bo dal zapeljati, da se bo pustil zapeljati v razkošni limuzini po Manhattnu, po razkošnem delu New Yorka, k svojemu brivcu oziroma frizerju. Kaj takega se seveda lahko spomni, česa takega se lahko spomni samo milijarder, pač bogat človek, ki ne gre peš k svojemu frizerju, ampak ga odpelje. Seveda za potrebe filma. Ideja filma je bistveno drugačna. Filma ne zanima, ali bo protagonist prišel, se pripeljal z limuzino do frizerja ali ne. Film je umetnost. Umetnost je procedura resnice. Film zanima nekaj drugega. Kaj? Film zanima to, kar se dogaja, ko se mladenič pelje v limuzini skozi Manhattan in mi z njim od znotraj, iz njegovega sveta, tako rekoč, iz limuzine, opazujemo zunanji svet. Kaj se dogaja zunaj? In zunaj se zares dogaja veliko. Dogaja se nekaj, kar je zanj očitno travmatično. V resnici nima pojma, kakšen je svet. Zunaj njegove limuzine, zunaj njegovega razkošnega sveta, v katerem živi, in to ga travmatično razumevanje, spoznavanje, zaznavanje sveta, ki popolnoma poruši njegove predstave, ne samo o svetu, ampak tudi o sebi, ga pripelje do tega, kar vidimo na tem kadru, ko sedi v naslonjaču s pištolo v roki in si jo v nekem trenutku celo nameri v glavo. Vprašanje, s katerim se sooča in mi kot gledalci filma, kot umetniškega izdelka, je tole. Vprašanje je, kako ljudje praviloma, običajno razumemo razmerja med našim notranjim, duševnim, duhovnim, mentalnim svetom in zunanjim, empiričnim svetom, v katerem se dogaja marsikaj, kar lahko zanikamo, o čemer ničesar ne vemo, do česar smo lahko brezbrižni in tako dalje in tako dalje. Film, in Cronenberg je res mojster takih filmov, prek posameznika, ta posameznik, ki sedi v limuzini, je utelešenje mladosti, uspešnosti življenja, je bogat, je zdrav, je lep in tako dalje, je inteligenten. Ta posameznik odkriva, da je zunanji svet
čuden, poln je ljudi, čudakov, ki nekaj zahtevajo, ki nekaj hočejo, ki protestirajo in tako dalje in tako dalje. In počasi odkriva, za njega je to travmatično, odkriva, da je pravzaprav sistem, znotraj katerega živi on in živijo ti ljudje, ki jih opazuje skozi šipe svoje limuzine, da je ta sistem pravzaprav pošasten, da je v njem nekaj pošastnega, da so v njem procesi, mehanizmi, vzvodi, ki generirajo zlo, seveda nekaterim omogočajo tudi bogatenje, uživanje v lepotah sveta in tako dalje, da torej je devianten sam sistem in da je prekratko razmišljanje, ki je sicer pogosto med ljudmi, ko odkrivajo deviantnost znotraj posameznikov in so prepričani, da je ta posameznik devianten ali da potrebuje psihološko obravnavo ali psihiatra, kolikor slišimo recimo tudi v parlamentih, ko parlamentarci drug drugega pošiljajo k psihiatrom, češ da so nenormalni, da je z njimi nekaj narobe. To ljudje stalno delajo. Namesto, da bi, kar je mnogo pomembnejše, odkrivali deviantnost samega sistema, ki generira pošastnost. In seveda ob tem se zastavi zdaj že klasično vprašanje, koliko je kapitalizem kot sistem, v katerem živimo, dejansko zmožen za to, v kar nas nenehno prepričuje, da je, in to je, da lahko postane vse bolj sistem s človeškim obrazom. Cronenberg odgovarja, da najverjetneje ravno ne. Še tretji film, drugič bomo nadaljevali, ki ga omenjam, to so Sufražetke, film, ki še z nekega tretjega zornega kota, tokrat so protagonistke ženske, torej gre za feministično gibanje, če lahko tako rečem, gre za gibanje žensk za ženske pravice, oziroma gre za gibanje žensk za univerzalne pravice. Pravice, za katere se sprva samo nekaj, potem pa vedno več, odločijo ženske in rečejo, da je čas za metamorfoze, za preoblikovanje, za spremembe, za razvijanje kapitalizma s človeškim obrazom in tako dalje, preprosto zdajle. In ta njihova odločitev deluje travmatično. Film je o tem. Film je pripoved o travmatičnosti odločitev nekaterih žensk, ki jih moški, ki so okrog njih, kratko malo ne morejo razumeti. Odločitev teh žensk, da je čas za boj za univerzalne človekove pravice, zdaj in tukaj travmatična v strogem pomenu besede. Kratko malo je ne morejo razumeti, zato seveda skušajo ženske razumeti skozi običajne jezikovne igre, skozi običajne klišeje, ki jih uporabljajo, razglasiti jih želijo za nore, za nenormalne, za zmešane, da so bolane, pošiljajo k zdravnikom in tako dalje in tako dalje. V resnici je zadeva ravno obrnjena. Ženske vztrajajo, da je čas za boj za pravice ta, tukaj, sedaj, zato, ker je nekaj deviantnega v samem sistemu, ki na primer izključuje polovico človeških bitij, oziroma še malo več človeških bitij, iz blagostanja, ki ga sicer uživa druga polovica, oziroma malo manj, to so moški.
ženske, ki trdijo, da je to preprosto krivično in da bodo nekaj naredile, da se bo ta deviantnost spremenila, že delujejo travmatično. V resnici pa so tudi zagovornice in zastopnice, in to jim tudi uspe, nečesa, kar je tudi v naslovu naših letošnjih srečevanj, to je posttravmatska rast. Posttravmatska rast ni mogoča, dokler se človek ne odloči, da bo tukaj in sedaj nekaj storil glede, če lahko z besedno zvezo, ki sem jo danes večkrat uporabil, ponazorim vse, kar je mogoče storiti, da bo torej nekaj storil z jezikovnimi igrami, v katere je sicer vsak dan nujno vpet. Da bo torej poskrbel za to, kar je sedaj klasični trenutek, ki spremlja rojstvo psihoanalize, namreč, da je zelo pomembno, kaj govorimo, katere besede uporabljamo, kako se srečujemo z drugimi ljudmi. Ker nam je čas potekel, bi s tem za danes zaključil, naslednjič nadaljujemo, vam pa se seveda zahvaljujem za vašo potrpežljivost oziroma za to, da ste bili danes 2 uri z menoj. Hvala lepa in želim vam vse dobro. Hvala, Dušan. Prosim. Hvala. Zaključil s snemanjem, če je še kakšno za demokracijo, prosim, če ne, pa bi res zaključili. Ok, domnevam, da ne. Tako da, kot rečeno, se vidimo naslednjič. Hvala lepa, nasvidenje.